Ko sem preživel karanteno virus COVID spomladi leta 2020. Sem Matjaž. Doma sem iz Radovljice. Z mamo stanujeva v bloku. Hodim v WDC. V sožitju obiskujem razne aktivnosti, še posebej športne. Preko celega leta se mi veliko dogaja. Z mamo rada potujeva enkrat letno, obiščeva kakšno daljno deželo. Letos je bila v načrtu Mehika, ravno sredi aprila. V mesecu marcu so se začele dogajati stvari, ki jih nisem najbolj razumel. Po televiziji so govorili, kako je iz Kitajske prišel k nam virus COVID, ki je zelo nevaren in se okužbe hitro širijo. Tudi v našem WDC-ju je zavladal strah, razglašena je bila epidemija. Epidemija? Kaj je to? Dobil sem pojasnilo, da je to takrat, ko se z eno boleznijo okuži veliko ljudi. Ne morejo preprečiti širjenja, zato začnejo s strogimi ukrepi. In čez nekaj dni je bila napovedana karantena. Za vse ljudi. Že ob objavi so me isti dan iz WDC-ja poslali takoj domov. Ostati sem moral doma. In nisem smel hoditi ven. Počutil sem se čudno. Slišal sem, da so ustavili avtobuse in vlake, zapirali gostinske lokale, trgovine, banke, pošte, skratka javno življenje se je ustavilo. Veliko sem gledal televizijo, sploh pa poročila in novinarske konference. Ugotovil sem, da je čas karantene prinesel tudi nekaj dobrega. Mama je bila stalno doma. Začela je z generalno stanovanja, jaz pa sem ji pomagal. Delala sva počasi in temeljito, saj se nikamor ni mudilo. Vmes pa sem gledal filme, igral računalniške igrice in tudi pomagal pri kuhanju. Za spremembo sva delala nekatere obroke iz spletnih receptov, ki jih do tedaj nisva poznala. Večje zaloge hrane nisva imela, razen v zamrzovalni skrinji in nekaj ozimnice. Naročati sva jo začela preko spleta, saj v trgovino nisva upala. Strogo sva se držala navodil, kuhanje kave pa sem prevzel jaz in to 2-krat dnevno. Nosil sem tudi smeti v kontejnerje in hodil v klet po živila. Stanujeva v 3. nadstropju in mi je bilo to edina rekreacija, le ograje se nisem smel dotikati. Vedno pa sem se takoj umil roke in jo skužil, kot so kazali po televiziji. Prvi mesec je mineval zelo počasi. Nekaj časa mi je še ugodilo spanje, brez jutranjega vstajanja. Potem pa mi je bilo vsega dovolj. Včasih sem bil nemiren, želel sem iti ven, v WDC, med prijatelje. Zelo sem jih pogrešal. Le kako ne, če se dobro razumemo. Večkrat sem jih poklical po telefonu, da sem slišal, kaj oni počnejo. Skoraj vsi isto, dolgočasijo se, radi bi šli ven. Nekajkrat so naju z mamo poklicali zaposleni iz WDC-ja in spraševali po počutju. Prišel je maj, zunaj je bilo bolj toplo in ker imava v najemu vrt, sva začela hoditi tja in pripravljati zemljo za sajenje. Vedno sva nosila s seboj masko in razkužilo, med potjo nisva nikogar srečevala, ker sva hodila pozno popoldne, ko so že vsi vrtičkarji odšli domov. Pogrešal sem občasne pohode do Šobca in postanke za kave na poti domov. Sredi maja so razglasili, da bo epidemija končana. Dobil sem obvestilo, da bomo v začetku junija zopet začeli hoditi v WDC. Bil sem zelo vesel. Počasi, res počasi sem se navajal nazaj na normalo. Matjaž.